Omenili ste, da veliko sodelujete tudi s podjetji in v programih in v praksi. Je recimo dovolj povpraševanja podjetij po tovrstnem kadru? Ja, seveda, dovolj povprašanja, bi rekel, da je tega povprašanja preveč. Dejansko mi otrok imamo premalo v teh naših programih. Dejansko so potrebe, ne vem, v faktorju bi lahko rekel 100 ali pa 150-kratne. Tudi štipendije, ki se razpisujejo, niso zasedene, tudi direktne spodbude strani delodajalcev ne povzročijo to, da bi se dijaki odločali. Skratka, potrebe na trgu so izredne, to moram reči, tudi v tem našem Ptuju smo se v to prepričali z zadnjimi nesrečami, ki so bile, se pravi, za točo kleparjev krovcev dejansko se ni dalo dobiti in smo dejansko iz cele Slovenije so nam potem pomagali in pokrivali. Torej lahko rečemo, mladi ne bodo imeli problema z denarjem, ker ga bodo dobili skozi štipendijo, ne bodo imeli problema z zaposlitvijo in še plača bo verjetno dobra, glede na vse te ujme in potrebe pokriti. Ja, kar se tiče zaposlitev, kar se tiče plače in vseh ostalih zadev, dejansko ni nobenih težav. Zaposlitev je zagotovljena. Moram reči, da dijaki, ki končujejo izobraževanje, jih delodajalci dobesedno odkupijo v narekovajih, to pomeni, da jim ponudijo takšno zaposlitev in takšen dohodek, ki jih prepriča v to, da se odločijo, pa potem se zaposlijo. Tako da dejansko, kar se tiče zaposlovanja in plač in dela, ni nobenih težav. Ampak glede na to, da jaz že imam betonske strešnike, je to kaj odvisno, vi zdaj delate z opečnatimi, je to kaj odvisno razlika, kako se dela z betonskimi, kako se dela z opečnatimi, ali lahko vi naredite oboje? Lejte, razlika med opečno in betonsko kritino je samo v materialu. Opečna je osnova glina, za betonske se pa uporablja beton. Načeloma razlike ni samo v količini porabljenih strešnikov na kvadratni meter. Teža od kvadratnega metra opečnate in betonske kritine je približno enaka. Se pravi, pride okoli 45 kg na kvadratni meter. Znate pa verjetno pokriti kakršnokoli streho. Vidimo tukaj v okolici so različne kritine, od valovite do polkrožne. Lejte, na trgu se vsako leto pojavi več in zmeraj več kritin, različnih proizvajalcev, različnih materialov. V zadnjem času se pojavljajo tudi tako imenovane plehnate, pločevinaste kritine tipa Gerard, Dekra, Hosekra, Roser, namenjene so sanaciji streh, ki so bile poprej pokrite z valovitimi kritinami. Kako pa je z žlebovi? Vi to kupite ali sami naredite, glede na to, da ste klepar tudi? Pred nedavnim, se pravi 10-15 let nazaj, smo se te žlebove delali v delavnici, ker tudi mašin za izdelavo žlebov ni bilo. Sedaj pa se vsa ta kleparski izdelki lahko kupijo v trgovinah. Vaša ekipa tudi polaga kritine? Ne, to pa ni. To imamo pa kooperante, če hoče, mu pač priporočimo oziroma zrihtamo, tako tudi dostavo in vse to. To se pravi, znate vse, vas lahko pokličeva potem, ko bo streha nared za to, da se prekrije, ko strešniki pridejo, ste vi tisti, ki ga lahko pokličeva, da nam pomagate? Mislim, da ste se obrnili na pravi naslov in hvala lepa za zaupanje. Tako da, če boste potrebovali novo streho, me kar pokličite. Hvala lepa. Ja, enako. Mene še ena stvar zanima. Koliko časa ste vi že v tem poslu? Poslu? To je družinska tradicija. Z mojo dejavnostjo, obrtjo se je ukvarjal že stari oče, ki je potem moj oče prevzel obrt po njem, jaz sem pa že tretja generacija. Ste se šolali za kleparja klovca? Ja. Koliko sošolcev ste pa imeli? Izredno malo. Lahko jih preštejem na prste ene roke. Že takrat je bil to deficitaren poklic? Tako je. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 372 prostih delovnih mest za poklic krovec. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 86 brezposelnih krovcev. Prava streha dež drži.